Pozdravljeni Frijevke in Frijevci, nahajamo se v avli pred PA predavalnico, kjer nam bodo nekatera podjetja predstavila, kakšne diplomske naloge lahko pri njih spišemo. Pa si poglejmo. Ja, naši študentje imajo možnost delati diplomo z večjih področji. Eno so čisto osnovne IT storitve, druga stvar, ki je za nas zelo zanimiva, je tudi sama elektrotehnika, zato tudi z vašo bratsko fakulteto sodelujemo, ne. V glavnem pa potrebujemo ljudi, ki se ukvarjajo s protokoli, komunikacijami in pa obdelavo podatkov. V vsakem primeru mi smo pripravljeni dejansko vložiti predvsem širino. V tem smislu mislim, da za študenta res kakšne podrobnosti in tako naprej vse bo naredilo skozi leta, ampak dejansko ta vpogled, kaj pomeni neka velika informatika, kaj pomeni integracija med sistemi in tudi diplomsko nalogo, ki smo jo namenili iz tega področja, torej predvsem občutek, kaj pomeni imeti integracijo velikih sistemov v takem sistemu, kot smo mi. Imamo teme z področja računalniške grafike, ker najbrž ste opazili, da delamo igre, smo še kar dobri v tem. No in v bistvu te teme raziskujejo proceduralno generiranje tekstur in različnih modelov, se pravi meshov, temu rečemo, ki bi jih mi potem lahko uporabili v sami igri. Tako da diplomske naloge je to, da bi raziskovali algoritme, pa malo v teoretičnem smislu ugotovili, kateri algoritmi bi najbolj pasali na mobilne naprave. Druga naloga je pa, ne vem, če poznate razne te Minecraft recimo igre, kjer so temeljijo na voxlih in v bistvu ta diplomska naloga obravnava en nov algoritem za modeliranje pač terena in takih lukenj in tako. Predvsem pričakujemo od študentov, da jih resnično temi, ki jo ponujamo, zanimajo, da imajo mogoče že malo predznanja z teh dveh tem in da so se potem pripravljeni poglobiti v temo, seveda ob pomoči naših mentorjev. Jaz imam eno temo, ki je edge computing na razdelilno-transformatorskih postajah. Elektro Ljubljana ima preko 50 razdelilno-transformatorskih postaj, kjer se pridela en kup ogromno podatkov, s katerimi vodimo elektrodistribucijsko omrežje in te podatki trenutno ali sploh ne pridejo v center vodenja ali pa pridejo vsi. In bi bilo strašno fajn, da bi naredili neko rešitev, da se obdelajo že na samem RTP-ju z nekimi računalniki tam, ne preveč zmogljivimi, zato da ne zafilamo podatkovnih sistemov v samem podjetju. No, ta druga naloga bi bila pa integracija podatkov, ki se nahajajo v nekih javnih evidencah, v javnih podatkovnih zbirkah, z našimi procesi. V ta namen smo nekako opredelili en proces, ki se dotika priključevanja odjemalca na elektroenergetsko omrežje. Zaenkrat smo se odločili za dve temi. Ena je v bistvu, so nam jo posodili kolegi iz finančnih trgov, to je pomeni napoved Euriborja, koliko bo pač Euribor, ne vem, čez 3-6 mesecev. Druga naloga je pa v bistvu, pa nam jo na nek način posodili kolegi iz Riska, iz tveganj, kjer pa bomo poskušali dobiti informacijo iz IPES-a, to pomeni informacija, kdo je dejansko lastnik podjetij, smo pa seveda odprti, če bi imel kdo res kakšno tako noro idejo, no, pa da bi rad mogoče to delal na podatkih na LB, oziroma nasploh, da bi lahko nam bilo karkoli koristno, seveda smo pa odprti tudi za še kakšne druge predloge. Tako da.